to, Nina. To je to, a ni dobro? A veš, da sem se zdaj prvič sprehodila dejansko z garderobe direkt gor na stadion. Ja. Kakšen feeling? Ful je dober feeling. Imeli smo eno tako res ful dobro jutro, se mi zdi, da smo naredili tak res lep uvod v ta koncert in koncert, v katerem sem zdaj sanjala zadnjih 5 let. Tlene zadnji sem ga imela skozi v malih možganih in prišla je ta 20. obletnica in končno ga bomo uresničili. 20. junij 2025, zakaj ta datum? Zaradi 20 let, 26. konec šole, začetek poletja, tako se je tudi vse poklopilo, s to 20-ko in sem rekla, da to absolutno mora biti pred začetkom poletja, ne? Da gremo v poletje tako, kot se zagre in to v domačem kraju tukaj na stadionu. Ampak je fajn, da so 20, veš, 20 let tvoje kariere, 20. junija ob 20. zvečer. Kje bo oder? Zdaj, za nami je tribuna. Ja, zdaj, če gledam s tribune proti stadionu, bo oder na desni ali na levi? Oder bo na levi. Oder bo tle. Tam. Okay. Tle bo oder. In oder bo celo zadaj za travo. A ja? Ja, tako da ne bomo rabili, da ne bomo poškodovali trave, ne bomo rabili to absolutno, prej absolutno, tele svete trave, ivančne se pa ne sme poškodovati. To je res, to je res. Ful smo pazili na to in potem smo dobili to možnost, ker zdaj pride tudi tlele par stvari se renovira in pride ta ograja na novo, ki bo snemljiva. Tako da pride oder za ograjo in bo publika lahko v bistvu pravzaprav po celi zelenici. The best. Kaj ti pomeni koncert v Ivančni Gorici? Domač kraj, ena velika ljubezen je med nami že od začetka moje glasbene poti. Res ful lepa povezava, podpora, ful sem jo vesela, vedno sem rada tukaj, rada se vračam. In mi je bil to v bistvu najlepši možen način praznovanja moje 20. obletnice doma, v domačem kraju. Na stadionu, dejansko dobesedno pod mojo hišo. No? Pod mojo hišo. Če malo pogledamo, tudi tle avtocesta je tukaj zelo blizu. Se pravi, z avtoceste prijete dol in tle ste pač nekje v 2-3 minutah ste tukaj. Ja. Kapaciteta, koliko sva rekla, da je 15 000, a ne ve? Mislim, da gre tlele 15 000, mogoče kakšen več. Manj pa ne. Manj pa ne? Ne. Predvidevam, da bo tudi nekje WC, a to še kaj veš, ne veš? Veš, da ne. A boš imela WC za domače pa za goste? Ker tam nam pišejo domači pa gosti. Ja, ločen. Poglej, raš tja na tribuno, vidiš, domači pa gosti za ograjo. Zdaj moramo še mi najti način, kaj zdaj narediti s to ograjo. Ker to je tako močno prešraufana ta ograja, ampak glej, bomo našli način. Pa se ograja ne moti. Ja, moti tam le, una moti, ja. A je una? Ja, una. A dober. Ne veš, kjera, veš una gor, do. Ja, vidim. Ker pač za te gostujoče navijače, ki so pa huligani, sam ti nimaš huligana. Ne, jaz na koncertu ne. Za tega bi pa jaz rada dala to ograjo. Vsaj za koncert stran. Ivančna Gorica. Ja, dostop je super. Lej, tlele gre vlak in točno tako. To smo nekako predvideli, da lahko tudi pač drugod po Sloveniji pridejo in res z vlakom pridejo peš minuta, 2, to je to. Zraven. Je to. Kaj pa to, pač, verjetno bo ljudje lahko tudi kaj spil, a ne? To bo kakšen jurček tlele tudi gor, ali ne bo, ali kako je s tem, jaz ne vem, ali bo tam, ali bo... Tudi za to bomo poskrbeli. Tudi za to bo. Ne bo nobene pijače, nič, ne, bo. Lej, to gre tudi za stoječi koncert, ampak tako vse, bom rekla, kulturno, moji koncerti so pač vedno, tudi kadar so stoječi koncerti, sem vesela, ker so tako lepi koncerti, vse mirni koncerti. Ne, luškane, a se spomniš, sem v Kopar letos, ravno tako nekaj datum, ja. Sem nečakinjo pripeljal z njenimi prijateljicami za njen rojsten dan in osnovnošolke so drugače, vse punce, totalno so bile navdušene, totalno so bile paf, pa je bilo tudi ogromno enega folka. Veliko nas je bilo, in je bilo ful dober vibe. Kopru smo imeli, ful je bil lep večer, v bistvu podoben datum, to je bil 14.6. Tako je. In jaz sem prav takrat razmišljala, ko smo bili v Kopru, sem rekla, ja, to je pa, takole nekako bo, ko bomo pa mi čez eno leto na stadionu v Ivančni. Ker takrat sem namreč to že vedela, da bo. Ja. No, vi, ko te prišli na koncert, ne rabite hoditi v Kopačkah. Tako kot danes midva sem. Za nami se pa že spodobi, no, tako da. Da sva danes prišla, se ti pašejo. Daj mi povej, a je bil kdaj tle kakšen koncert, kakšna muzika, a se spomniš ti, ne, iz otroštva, kakšna veselica ali pa karkoli? Nikoli? Ne. Ne spomnim se, da bi karkoli bilo. Spomnim se sam tekem, tako da koncerta dejansko res ne in to bo po mojem res en prvi tak velik koncert.
In upam, da bo tudi za kraj nekaj posebnega. No? In ne samo za kraj, ampak za celotno Slovenijo. Se bo. Se pravi, ni Ljubljana, ni obala in tako naprej, je pa domač kraj, Ivančna Gorica. Koliko tebi to pomeni? Zelo veliko mi pomeni. Vse tako, veš, to niso tudi samoumevne stvari, pa 20 let. Še vedno obujam spomine na moje začetke, se spomnim tudi. V bistvu, ta ljubezen do prepevanja je tista, bom rekla, prva pa najbolj pomembna stvar tudi na moji poti. Ko se jaz vrnem nazaj v moje otroštvo pa najstništvo, ko sem tam le gor na hribu, cele popoldneve, ko sem prišla iz šole, preživela, kar se je le dalo doma in prepevala vse te pesmi, veš, mojih glasbenih vzornic, pa skupin, pa vsega živega. In dejansko si takrat nisem predstavljala, da bom zares kdaj tako pela za ljudi, za druge. Pa da bojo drugi v bistvu peli tvoje pesmi. Pa da bojo drugi peli moje pesmi. Cel koncert. To je ful lep občutek. Sploh, ko zapoješ, rada imam tudi intimne male koncerte. In tudi še vedno jih imamo, ne glede na vse, tudi ko smo delali lansko leto Stožice, pa Halo Tivoli, pa športne dvorane, se vrnemo še nazaj na kakšno manjše prizorišče, mi je super. Ampak recimo, ko pa ta energija, ko se to oglasi, ta več tisoč glava množica, je pa posebna energija. Ne povej, zdaj si zunaj, zdaj nisi v dvorani, a bo kakšen ognjemet? Kaj pa vem, lahko bi bil, ne? Lahko bi bil. Lahko bi bil tudi ognjemet, lahko bi bil, ne vem, mrskej se poda. Ja, če si zunaj, a veš. Mogoče, iz krilca bo sigurno. Mogoče bo tudi ognjemet. Boš sama, bo kakšen glasbeni gost? To sem hotela reči, da pripravljam koncert res z razširjeno zasedbo glasbeno, tako kot skoraj vedno, ampak bo v bistvu drugačen koncert, kot ste bili ga do zdaj vajeni. Pel bomo tudi nove pesmi, nekatere nove pesmi, pa pesmi, ki jih še nismo izvajali, ker to si res želim za to 20. obletnico. Tudi Ni ona, recimo moja prva pesem bo zazvenela v tej čisto originalni izvedbi. In v bistvu si tako tudi želim nekako ali otvoriti koncert, ali zaključiti, ne vem še točno, ampak bo en tak res sprehod skozi mojih 20 let, pa ful se veselim, ker bo pač ob meni vedno vrhunska ekipa, ki je z mano, ki jo obožujem. Jaz sem si pač kot najstnica tudi vedno želela imeti svoj band, nastopati v živo, koncertirati v živo. In te sanjice so mi uresničile, tako da malo vas moramo popustiti, seveda tudi nekako... Da smo navdušeni, da smo malo presenečeni. Malo v pričakovanju, da kakšno presenečenje pripravimo in se veselim. Zato sem tudi poimenovala koncert eden in edini, ker bo samo takšen, ker bo tukaj, bo samo tukaj. In ne bo drugje. Se mi zdi, da je tudi prav tako. Ja, tudi meni se zdi prav. Tudi prav tako odločila. To je to, 20. junija, Nina Pušlar, koncert eden in edini prav tukaj na tem stadionu, se vam piše Ivančna Gorica. Kapaciteta 15.000, kar pomeni, da je to še več kot Stožice. Mislim, nobenega pritiska, nobene treme. Sam povem, da zna biti ena taka nora zabava, nora žurka. Obljubljamo. Sem vesel, da si ravno na Radiu 1 v Denis Avdić Show napovedala ta koncert in se veselim. Hvala vam. Res se ga ful veselim. Hvala vam, ker ste prišli celotno ekipo. Čestitke že zdaj. Zdaj ti pa pokažem, kje boš ti. Ti? Kje bom jaz? Zdaj mene malo strah, kje bom zdaj jaz. Tebe bomo čim bliže te bomo pripeljali. Nekaj me pele, na lovsko stražo me boš dala, očitno. Ti greš pa točno tamle gor. Super.